Moj ime je Robert Roškar in jaz sem prvič na zaključku skakalne sezone v Planici. Roškar v Planico gre, Roškar! Ja, v redu, no pač pri 37-ih moj rosni še nikoli nisi bil na Planici, oziroma nisem še bil na zaključku Planice, oziroma za sezone. Lahko samo prosim povem, da smo bili tukaj pač 2 uri pred začetkom, ne? In eno pač že 3/4 ljudi. To je drugače tako, da živiš v Sarajevo, pa še nisi probal čevapov. Pač jaz sem svedno mislil, pač malo skačejo. In vsi so bili že pripravljeni, je kot da se bo vsak se začelo, a začelo se čez 2 uri. Potem sem pa videl, da jim te poskusne serije jih zanimajo. Ampak tu vse zanimate, ko si Planici vse zanimate. Omedad moj prvi fejst na tu, ti pa imaš ti karkoli slovenskega. Zastavo imaš? Ja, pa to je najbolj žalostna mala zastava na svetu. To je zastava, glej, kje revšna. Pa če pomislimo, da se od tu sploh ne zdi tako strmo. A veš, od spodaj je vedno manj. Veš, kako mora biti strmo od zgore dol. Lahko sem prosim povem, da sem vesel, da imam tole kartico, ne? Da smo lahko šli sedežnico na vrh skakalnice. Veš, kaj razmišljam, kako so ljudje smučali ali pa skakali včasih, ko ni bilo teh sedežnic? Kaj so šli peš gor? In pa če so šli peš gor, a niso pol ful dolgo čakali na drugi tek? Oprostite, če boste imeli kdaj stres v življenju, ne? Peljte se sedežnico na Planico. Ljudje sedijo vsak s svojim in tak miro. Veš, in sedežnica se malo pozibava in gor tak drsi v taki tišini. Tu noč so skakalci, tu so oni prav nabrani zdaj in čakajo na svoj skok, da moramo biti tu mirni pa tiho. Tiho. To sem si zdaj smislil, ampak pa je tak. Tu se ne pogovarjajo veliko med sabo. Tudi ti skakalci, ko grejo dol, pa sedijo, vsi so ful tiho. Tiho in čakajo na svoj skok. Tu so, mislim, skakalci. Ja, kaj pa to? To pa spodaj. Le, se lahko vidiš, kako to zgleda. Jezus, kako so ljudje daleč. Kaj je ta zvok? A je bil to stvarno zvok skoka? Ja, ko so se smučke pelale po teh tiranicah. Skok ima zvok. Zveni pa in na koncu naredi na koncu, ko on odleti, tudi v dolini se sliši ta zvok. Po zvočniku naredi to je odriv. A lahko gospod vprašam, kaj so ti sesalci ali to, kaj je to? Če je sneg pada, da pihajo not. To je puhalnik za sneg iz proge. In jaz si pač mislim, kaj da to odpohavate? Vse sneg, a kaj se bo tele reveš domen zaletel, to ti sneg? Dobro, je že nek razlog za to. Mene tako oči pečeš, kaj fut ima spol. Zakaj začetek tu? A ne bi reči izkoristili, pa ga dali čim bolj gor, pa bi bil potem skok večji? Ampak ne moreš leteti dlje, ko je skakalnica dolga. Si ne moreš na ravnem pristati. Okay. Na ravnem nočejo? Ja, jaz bi samo rad povedal, če ste že naredili tako veliko skakalnico, je pa opravite jo. To je tako, da bi se naredil veliko teraso, pa bi uporabljal samo 3/4 terase. Zakaj si zdaj to teraso betoniral? Lahko da se da na ravnem pristati. Kaj pa, če še ni doben nikoli probal, pa zato ne upajo, reveži? Lahko da mora enkrat probati na ravnem pristati in bo ugotovil, oh my god, vse več čas smo živeli v zmoti. Kaj če reveži sploh ne vejo, da se na ravnem tudi da pristati, pa niso probali? To ti je fizika. Je res? Pogrebni zavod dol. Sej imam. Lej, Domna, vidiš Domna, ko ima drugačen dres? Zakaj pa ima drugačen dres? Ker je vodilni. Res? Dej, gremo dol na hrbet. Kaj je hrbet? Dej. Zdaj, kaj so ti mreže? Zaradi vetra. Ja, pa se to ne zadrži vetra. Vse veter piha skozi lukne, te pa si ti tu šire pri luknosti. To je še samo okor pisačev zunaj. Aj možno, da si predstavljati, da letiš dol, pa si mes premisliš? Ja, ne moreš si. Stari, da ti tu dol letiš. Veš, kako moraš ti imeti misli jasne, pa bistre, pa ne smeš biti mačkast, pa zmrdan, tako sem jaz skozi. No to pa je bilo spektakularno. Tak tiho leti v resnici. Pa nič ne reče vmes. A veš, a si on ponavlja en stavek. Muca copatarica je šla domov. Ali je samo, ima samo tišino. Jaz bi rad imel za 1 minuto tak mir v glavi, kot ga imajo ti skakalci. Dati vzdušje. Jaz bi rad povedal, da so bili gor 5 metrov stran nas Avstrijke, ki so živo igrali Planico. Jaz nisem še... Planica, planica, Zakaj igra tako sem? Več čas igra? Ne.
Sam, ko kdo skoči čez 230 metrov. Joj, kak je fajn med navijači, kak so vsi srečnosti. Lahko samo enkrat pritisnem na tole, lepo prosim. Vse življenje so ročno. Kaj se bo to? Pa to je najboljša stvar ever, stari. Serotonin kipi, pa brizga, po šprico me po faci, stari. Veš, kje stvari ti ne čutiš prek TV-a? Energije. Energija se od nekdaj lahko čuti samo v živo. Le, koliko je tujcev? You traveled here only because of this? Yeah. And now you go back to Bulgaria? Ja, vidiš, ker Planica pač je stvar, veš, je svetovna. Poslušaj, pripeljal se je samo z Bulgarije za Planica. Ljudje so srečni, pojejo, 25 zastav imajo navlečenih na sebe, vsi imajo te fake tatuje, vsaka čas. Enega najdaljših drogov imaš od vseh. Ponavadi nosim zmeri najdaljši drog. Ker tukaj škropi ta serotonin in jaz sem 37 let čakal, da sem prišel se pošpricati. In mene so danes tukaj pošpricali vsi. Omega, dober prevc. To je to. To je to. Jaz sem čisto odpadal. A lahko sam prosim povem, da sem v Planici na dan, ko je Domen prej zdobil veliki kristalni globus. Nič sicer, kar je žalostno, ampak dobro. Ampak glej, izbral sem si pravo leto. To si pa res. Jaz ne hodim na neke manjše planice, jaz grem na velike planice. Jaz bi samo povedal, da množica ljudi pripravlja ta dogodek. Na vsakem koraku te nekdo pospremi pa pozdravi, pa vsi so ful prijazni. Planica je praznik! 26 000 gledalcev je bilo danes tu. Če mi bo še kadarkoli v lifeu kdo rekel, da je Slovenija bedna, ga bom lastno ročem, bom dal klofuto. Slovenija je fucking amazing. Zdaj gremo še nekaj spiti. Zala, mala hvala lepa, da si me peljala Planico, to je bila res huda izkušnja. Ne z največjim veseljem. In kako sem se odrezal prvič? Ekstremno sem ponosna na tebe. Sicer si čakal 66 let, da si bil prvič tle, ampak dobro, v redu. Teda zdaj pa sem pravi Slovenc. Zdaj pa si. Ej, Zali, ti si že bila na Triglavu. Ne? Zanimivo.